Evforije ni bilo, ker so bila preutrujena. Čist pošteno povedam, bila so vesela, da ni treba več goriti. Se mi pogovarjala, kaj bilo hecen, da bi vidva to najdla. In sva res najdla tisti tri, ki leža tam. Ne kureš maščobnih zalog, učinkovito, ker je premalo kisika, ampak začne pol telo pač mišice jesti. Slike ali pa da si hrib v živo videl, pa se ti zdi, da bi lahko nekaj dobrega, nekaj novega splezal. En izmed faktorjev za večino nas, nažalost ne vse, sigurno zame to velja, da je tudi, da neka linija zgleda, da lahko spelješ, da verjameš, da lahko spelješ na relativno varen način. Da ne plezaš pod nekimi seraki, pa pod nekimi podori skalnimi, pa nekaj v tem smislu. Pol pa pač se ti zdi nekaj zanimiv, razlogi so zelo različni lahko. Dobiš fajno ekipo, fajnega soplezalca, pa greš pač probat. Tako nekako. Malo manj je bilo neznank, čeprav še vedno ogromen, zaradi tega, ker midva sta sicer 2 leti nazaj prišla precej visok, nekih 200 ali še slabih 200 metrov pod vrh, ampak ne po temu grebenu, ki sva si ga zamislila. 2 leti nazaj sem mogla iti bolj na severno stran, gore zaradi vremena, vetrno je v to prisilil. To je bil tudi eden od razlogov, zakaj na koncu nisva mogla splezati. Ampak vseeno do pol hriba sva pa pač plezala po istem in nisva zdaj zaradi tega nekako taktike bistveno spreminjala, sploh ne. Ampak je malo psihično pomagalo, ker sva vedela, kje bova najdla prostore za bivakirati, približno kakšne razmere morava pričakovati. Ta dežji del hriba je bila pa še vedno popolna neznanka, kar je nekako čar tega. Po tem ledeniku sem se jaz sprehajal zdaj že kar parkrat. To gre za 6-dneven v bistvu trekking pod hrib. Malo je tudi, da tega hriba ne vidiš, dokler nisi čisto pod njem. In pol ga ne gledaš s tako velikimi očmi. Recimo, ko sva šla z Luko Lindičem, mislim, da je bilo to 2016, plezati na sosednji hrib, Gašenbrum 4, ki pa ga gledaš 3 dni, preden do njega prideš, vse tiste 3 dni. Takrat naj pa malo, vsaj mene malo se čuti v želodcu, malo stiske. Ko gledaš, kje si ti zamislil plezati, pa si sprašuješ, ali je to pameten ali ne, oziroma ali boš to res lahko probal ali ne. Aklimatizacija je pač neizogiben del tega procesa in višji kot hrib je, kamor greš, dlje to časa traja in bolje sitno oziroma sitno. Višje treba iti, slabše se počutiš in tako. Midva sva se aklimatizirala po normalni smeri na Gašenbrum 2, to je pač sosednji hrib, ki je 70 metrov višji. Nisva šla do vrha, namenoma ne, niti niso imeli dovoljenja za to. Pa če gre človek enkrat na 8000, težko se je pol spočiti na tisti višini baznega tabora, ki je dobrih 5000 metrov visok. Midva sva šla 3-krat gor, tako da sva spala na 7000 metrih, najvišji, oziroma spala, bolj prenočila. In pol nekako sva se počutila okej, da pač po ustreznem počitku, da greva splezati. Približno tako zelo na palec rečen, probamo biti prej vsaj do nekih 1000 metrov pod tistim vrhom hriba, na kjer ga gremo tako zelo, zelo od oka. Višji si na klimatizaciji boljši je, pri ekstremno visokih hribih, kot so te, pa moraš še to upoštevati, da si pa pač telo trošiš. Zdaj, če greš nekam, ne vem, plezati na Ama Dablam, ki je 6800 visok, recimo,
si komod privoščiš, da greš prej na kakšen 6000 ali pa 6500 metrov hrib, ker tam se ne uničaš telesa tako, kot si ga pač od 7 dalje. Moraš pač še to malo upoštevati. Zanimivo, vsi me sprašujejo, koliko je to mraz, pa koliko sem to zdaj skoraj pomrznil ali nisem. Pakistan, sploh v tem času, je lahko vreme precej toplo in smo imeli več problemov s pretoplim vremenom kot premrzlim vremenom. To je pomenilo, da ta spodnji del hriba si nisem mogla privoščiti plezati popoldne, ker je sonce začelo topiti sneg in so začeli tako pač. V spodnjem delu je ledenik, zaradi tega ratal zelo nevaren, ker ni pač pomrznen in lahko padeš v ledeniško razpoko. V srednjem delu med 6 pa 7 tisoč metri bi pa eventualno lahko kakšne stvari začele dol frčati, v smislu snega, pa tudi skal takrat, ko se začne topiti. In zaradi tega sva v bistvu prvi 2 dneva sva bila aktivna po noč oziroma do neke 9-10 ure zjutraj. Kasneje pa pač gor že toliko bolj pač hladna klima, da to ni več pomembno. Midva sva dobila od teh Škotov zelo podroben poročil, onadva sta začela pač plezati v temu razu, to je tak skalen del in potem sta prišla precej visok. Sta mogla obrniti, en je malo začel mrzline dobivati, pa vreme se je začel kvariti, skratka sta mogla se stopiti z vrvjo dol po isti smeri. In pol do tja sta prišla malo drugače kot midva in sta imela tam nek šotor pa neki opreme na 7000 metrih, midva tega niso nič imela. Skratka tam onadva nista več potrebovala te vrvi in sta napisala, da sta jo pustila ob vznožju nekega takega žandarma, takega stolpa. In pa so se midva pogovarjala, kaj je bilo hecno, da bi midva to najdla in sva res najdla tisti strik, ki ležal tam. Razen to, da je čist pobledel, se mu nič ni zgodilo. Meni je bilo fascinantno na takemu izpostavljenemu mestu, štrik je bil sicer obtežen z neko tako manjšo skalo. Da je bilo to še zmeraj tam po 39 letih. Ne veliko. Mislim, zdaj po kilah ne vem, ampak midva sem imela, eden je imel 35, en pa 40 litrski nahrbtnik. To je zelo minimalistično. Eno vrv, mislim, to ni prišlo, pa je pa prišlo 10 kil na enega, ne vem. Največ pač, mislim, največ, treba imeti toliko pa toliko hrane, ampak ne toliko veliko, kot sliši. Za 7 dni se sicer sliši, da je to veliko hrane, ampak tam gor človek ne more, nažalost, jesti prav veliko. In to imaš zelo malo hrane. Pa še ta, ki je dehidrirana, to je zelo majhen volumen, to je se stisnjen skupaj. Vodo pol dobiš, vode seveda ne nosiš s sabo za 7 dni, ampak jo topiš iz snega, pač imaš kohar. In pol tudi to hrano v bistvu rehidriraš z vodo, če se temu lahko sploh hrana reče, to ni prav užitev, sploh pa ne na velikih višinah. To so pol bolj te neke osene, bare, pa to je zelo bogoješno. Ne pa imaš potem dejansko lahko dovolj moči? Mislim, sej telo itak vzame s tem, kot pač ima. Problem je pri velikih višinah, da je, zdaj nisem sicer strokovnjak, ampak kolikor mi je znano, pa to pri sebi bi lahko rekel, da je res metabolizem tega maščevja je tam zelo slab, tako da ne kuriš maščobnih zalog učinkovito, ker je premalo kisika, ampak začne pol telo pač mišice jesti in vidiš, da shujšaš v mišice, pač da izgubiš mišično maso. Saj nekaj poješ, ampak ne vem, zdaj zelo na pamet tam verjetno skuraš med 4 pa 5 ali pa več tisoč kalorij na dan, poješ pa jih ne 1000. Toliko, da malo pač cukra dobiš, pa
pač ne zrediš se, no. Ja, to verjamem, da ne, ja. Ampak sej toliko dni, pa prvi dan ješ precej več, pa drugi dan ješ še kar v redu, pa res slabo. Ampak sej, če 3-4 dni ne ješ, ni take krize. Nisi pa prav energičen. To pa nobenemu primeru nis, ker je tam toliko malo kisika, da je fizični performance v primerjavi s tem, kar lahko počneš na normalnih nadmorskih višinah, je katastrofalen. Mislim, da ni nobene naselbine nad bistveno večkrat na 4000 metrih, pač človek ne more dolgoročno preživeti. In je vse skupaj eksponentno na 5000 metrih, kjer sem imela bazni tabor, se počutiš, ok, malo prej si zadihaš, če kaj zalaufaš ali pa kaj takega, ampak si v redu, tudi apetit je, vse štima, višji gor, pa pač višji, ko greš, manj stvari štima in na koncu ne moreš več jesti. Malo se moraš prisiliti, da vsem tekočino vneseš, ampak tudi to ni lahko. Saj jaz imam s tem kar težave. Seveda ne veš, kje boš lahko si skopal dovolj veliko poličko, da v idealnem scenariju, da si boš postavil šotor, da sem imela s sabo šotor, to je pač šotorček, no. Tak enoplasten, zelo lahek. Ampak ali noč preživiš na prostem ali pa šotoru, to je ogromna razlika. Imajo seveda koliko velika razlika, odvisno od vremena, ampak v vsakem primeru je ogromna razlika in hočeš imeti, moraš pa si pol približno ravno polico skopati, ki je dolga 2 metra pa široka, vsaj tako kot ta miza, no, meter pa pol. To nam je ratalo razen enkrat, na lih najvišjem obivaku na Mani, to je bilo še kar tako malo morbidno. Je pa treba skozi imeti v glav, ti, kot sem rekel, ne veš, kje boš to lahko naredil, imaš pa neke ideje, običajno. In pa skozi moraš imeti v glav, da tako recimo, če pol dneva, če že plezaš nekih 7 ur, recimo, pa da najdeš dober, varen, pa udoben prostor, kjer bi lahko bivakiral, je najbolj se ustaviti. Ker ne veš, če čez 3 ure, če boš ga najdel, pa pride tema, pa je panika, pa in ko nekaj najdeš spodobenega, tudi razmišljaš o tem, mogoče pa boš malo višji. Tako ni čisto enostavno. Drugače pa najboljše, če najdeš dovolj snega, kjer pač lahko precej enostavno skoplješ. Največji izziv je cel mozaik vseh teh težav tam gor. Tehnično je bilo verjetno najtežji, čisto strogo tehnično gledano, med 7100 pa 7700 metri, pa tudi malo višji. Ampak tam je bila skala recimo sicer strma, ampak kolikor toliko v redu, pa brez, oziroma sneg je že bil, ampak ne toliko, ker ga tam na grebenu odpihne. Pa pod vrhom so pa prečila malo bolj na severno stran, sva pa naletela na precejšnje količine, takega mi rečemo cukrast sneg, tak nesprijet, ni pršič to, ampak take granulce so. In to tam bolj plavaš not, kot kaj drugega. In pa je bil to izziv čist fizično prek tega iti. Pa še vedno so bili vmes deli, kjer je bilo tehnično precej zahtevno, pa predvsem je bila slaba skala in zelo slabo možnost nameščanja varovanja. Tako da je bilo plezanje bolj, lahko bi rekel temu nevarno, bolj delikatno. S tem bolj si mogel se skoncentrirati, kar je težje, ko si prvič utrujen, drugič pa nimaš dovolj kisikov v možganih, to se čisto dokazalo, da je človek pač kognitivno nazaduje to. In to je bilo pol najtežje, pač ostati zbran, pa tisti preplezati približno varno. Tako da nisi začel delati neumnosti. Bili so trenutki, kjer so stvari izgledale dovolj resne, da sva videla, da mogoče bo šlo, mogoče pa tudi ne.
Ni bilo pa nikoli zdaj nekega takega dogodka, da je pa rekel, to je bilo pa zdaj nekaj prelomenega. Najbrž tam sploh možnost, da obrneš. Je, ampak je. Ni pa nikjer ni bilo možnosti lahkotnega, ali mislim lahkotnega, to je zdaj močna beseda, enostavnega povratka. Bila je pa povsod možnost povratka, ampak kompliciranega v smislu kako bi midva uredila zdaj sidrišče za spust, kam točno bi šla, kako bi preprečila, da bi se nama štrik manjkrat zataknil. Skratka, ni bil lahek teren za povratek, je pa to omogočal. Sam bi rabila dol verjetno približno isto časa, ko sva do tja gor rabila. Bi pa lahko, ja. Najtežji je bil zadnji raztežaj? Najtežji se je zdel, verjetno ni bil pa najtežji. To je to, kar sem prej govoril, ker je bilo pač taka nesigurna skala, pa ni bilo možnosti za njega za pametno varovanje. Tukaj je treba povedati, mi da se ves čas, kolikor toliko varujeva, pač z vrvjo in to. Ja, malo so bila že zmahana, tako da. Ampak ni to zadnji tak težek, to če bi ga zdaj postavil v Julijske Alpe, ne bi bilo nič takega posebenega. Ampak tam pa je bilo, ampak zadnji del je bilo na dobesedno 40-50 metrov pod vrhom, kar pomeni na 700-900. Tam nisi prav energičen več. Evforije ni bilo, ker so bila preutrujena. Čist pošteno povedam, bila sva vesela, da ni treba več goriti. Bila sva vesela, ker sva vedela, da sva splezala nekaj zelo dobrega. Sva se pa zavedala, da je pač treba dol priti. Sicer tukaj sestop ni toliko kompliciran, kot bi lahko bil. Na kakšnih drugih hribih je sestop skoraj toliko kompliciran kot vzpon. Bil pa problem to, da nisem imela zdaj totalne megle, ampak tako malo se megla vlekla, pa malo so bila v megli, pa pol malo ne. Problem je bil to, da jasno, prvič sva bila na onem hribu, šla sva dol po popolnoma nasprotni strani kot gor in tako iz slik pa to sva se zelo dobro predstavljala, kje morava dol, ker pa enkrat gor je pa se skrb drugače zgleda, sploh če je malo megle. In sva bila malo živčna, če va najdla dol. Če va najdla to neko tako veliko zajedo, po kateri morava dol se spustiti po štriku in 400 metrov, da pol prideva na bolj položen, pa bolj enostaven teren. In je bilo malo negotovosti, no. Dokler nisva, ker sva se stopila enih 80 metrov, najdla eno staro varovališče, sva vedela, da sva prav. In to sidrišče. Seveda je, čeprav ni tega toliko ogromen. Uživaš v celem potovanju oziroma probaš uživati in si narediš pač stvari lepo. Uživaš tudi v prvih delih aklimatizacije, ker si pač, kjer probaš, kjer si hvaležen, da si lahko na takem enormnem placu na zemlji. Zahodov jaz ponovadi nimam nekih ful čustvenih izbruhov za zahode, ampak je bilo res nekaj posebenega gledati iz teh bivakov, z drugega, tretjega bivaka, ki si pač precej visok že, tiste zadnje sončne žarke ali pa prve na hribih. Jaz sem tam plezal na Brodpik, ki ga direkt vidiš, plezal sem na Gašem Brum 4, ki ga sicer tudi direkt gledaš. In gledaš na te hribe, kjer si gor bil nekoč, malo drugače, pol takmo in takrat sem užival, res.